Gospod Vrtovec, ne slišali ste predsednika vlade Roberta Goloba, še vedno trdite, da je razlog za tako drastičen padec rasti BDP-ja zgrešena gospodarska politika predsednika vlade Roberta Goloba oziroma vlade? Zagotovo. V zadnjih 3 letih je vlada naredila vrsto napak, zagrešila smer in je brez vizije, zlasti kar se tiče ekonomskih usmeritev. Namesto, da bi stremela k temu, da bi davčno razbremenila ljudi in zlasti obrtnike, mala podjetja, dela nasprotno. Na letni ravni je dvignila v zadnjih 3 letih za več kot milijardo evrov novih davkov. Torej izgubljamo konkurenčnost in slovenski obrtniki, malo gospodarstvo, išče pač priložnosti s tem, ko selijo svoje sedeže podjetij, na primer v sosednje države, zlasti v Hrvaško, in to boli. Posledica torej je, da zaradi tega, ker podjetja odhajajo v tujino, imamo tukaj nižje, slabše plače in po drugi strani imamo tudi ta padec bruto domačega proizvoda in tudi obeti s to vrstno politiko, ki jo vodi predsednik vlade Robert Golob, ko davčno previja ljudi in jemlje iz žepov, ter ta denar prerazporeja, se pravi, svojemu volilnemu aparatu, nevladnim organizacijam in drugim, je to pač, da imamo res problem, ne samo zdaj, ta trenutek, ampak smo pred tem, da vstopimo v recesijo, kar pa je slabo za ljudi in za slovensko gospodarstvo. Se strinjate s temi kritikami? Je to razlog? Ja, gospod Vrtovec je poznan kot velik strokovnjak za ekonomijo in za finance. Jaz bom začel z eno drugo stvarjo, če mi dovolite. V petek, na isti dan, ko je bil objavljen, kakšen je rezultat v prvih 3 mesecih letošnjega leta, je Evropska bonitetna agencija Scope. To je agencija, ki ima mandat Evropske centralne banke, Evropske investicijske banke, Evropske komisije in Evropskega stabilizacijskega mehanizma, 4 najbolj priznanih inštitucij v Evropi, zvišala bonitetno oceno Slovenije. Samo 1 minuto mi bo vzelo, da preberem. Scope je danes nadgradil dolgoročno bonitetno oceno Republike Slovenije z A na A+ s stabilnimi obeti. Nadgradnja bonitetnih ocen Slovenije odraža prvič izboljšane fiskalne obete, pri čemer javni dolg pada, drugič vzdržno rast BDP in naraščajoče dohodke, ki jih podpira zagon reform, in tretjič okrepljeno zunanjo odpornost, ki jo podpirata močnejši neto mednarodni naložbeni prihodek in nadaljnji presežki na tekočem računu tudi v neugodnih svetovnih gospodarskih razmerah. Izzivi, tudi v izzivih pišejo, izzivi za dolgoročne bonitetne ocene Slovenije vključujejo prvič vztrajno pomanjkanje delovne sile, ki lahko omeji potencialno rast, in drugič neugodne demografske trende, vključno starjenjem prebivalstva, ki povzročajo dolgoročne fiskalne in gospodarske pritiske. Pa da ne bom se samo s tem branil. Absolutno tudi mene skrbi padec BDP-ja v prvem četrtletju letošnjega leta. Tako kot analitike, saj tiste resne, predvsej dobro sem prebral tiste analize, ki so zaenkrat objavljene, je v resnici nenavadno 2 stvari, predvsem, ampak greva lahko k očitkom gospoda Vrtovca. On pravi, da ste davčno preveč privili predvsem mala in srednja podjetja in da zato se selijo, govorijo to tudi v parlamentu, na sosednjo Hrvaško, in da je to eden od glavnih problemov. Lejte, to mantro poslušam že 3 leta, odkar sem minister, da se selijo v sosednjo Hrvaško, ker so tam ugodnejši davčni pogoji. Sam povem, v Bosni so še ugodnejši kot na Hrvaškem. Tako da na eni strani jasno je, da imajo države popolnoma različne davčne režime. Zaenkrat nismo dobili še nobenih konkretnih podatkov, da bi bilo resno, koliko resne so te selitve. Moram pa reči, da določene investicije, predvsem v del industrije, je logično, da se selijo v druge države, torej predvsem v druge države za cenejšo delovno silo. Tudi mi nismo tisti, ki bi želeli imeti to vrstne investicije in imamo že nekaj časa zgodovinsko najnižjo stopnjo brezposelnosti. Želimo si novih investicij, ampak investicij z visoko dodano vrednostjo, in to je tisto prispevku, je bilo omenjeno, ki je tudi predsednik danes govoril. Ne samo ta investicija, še nekaj drugih investicij bo najavljenih do konca leta, in to so vse investicije z visoko dodano vrednostjo in take investicije, ki si jih v resnici zelo želimo. Ja, ko je vodoma finančni minister govoril o tem, kdo se spozna in kdo ne na ekonomijo, bi ga samo rad opomnil na to, da v Novi Sloveniji ne bomo dopustili, da se z državo ravna na tak način, kot je recimo minister ravnal v času, ko je bil predsednik uprave Adrie, ki je šla potem kasneje v stečaj. Država ni samo eno podjetje, ko pa govorimo o tem, koliko smo konkurenčni in bonitetne ocene. Lejte, vrsto je podjetij,
od Microsofta, SAP-a, PwC-ja, Oracle, Cisco, A1, Lidl, ki so v preteklosti napovedali, da zaradi problema konkurenčnosti v Sloveniji, gospod minister, bojo selili svoje sedeže podjetij v nas sosednjo Hrvaško. Seveda, imamo mi svoj davčni sistem, absolutno, in želimo imeti razumne davke zaradi sociale, šolstva, pokojnin in tako dalje. Ampak pod to vlado je davčni primež postal nerazumen. Tudi sicer je proračun pod to vlado narastel za 3 milijarde evrov. Zakaj, se sprašujemo, in kaj imamo ljudje od tega? Ali ljudje boljše živijo? Zagotovo ne. Glede bonitetnih ocen. Glejte, to so podatki na podlagi preteklih izračunov in preteklih GDP-ov. Kakšna bo pa bonitetna ocena po tem četrtletnem padcu bruto domačega proizvoda, gospod minister, takrat pa verjamem, gospod Slak, da nas boste povabili v ta studio in se bomo o tem pogovorili. Ampak dajmo se pogovarjati resno na to temo, kajti to, da smo pred vrati recesije, niso dobri obeti za ljudi in za male obrtnike, gospodarstvo. S tem, ko pa je davčni primež in tudi napovedi za to leto, napovedi ministra so novi davki, to pomeni slabše življenje za ljudi in za gospodarstvo. In jaz apeliram na ministrstvo in na vlado, da ne sledi svoji agendi višji davki, kajti višji davki pomenijo slabše življenje. Do 3 leta nazaj, ko sem postal minister, nisem bil politik in nisem bil niti blizu javne uprave. Večino življenja sem se ukvarjal z prestrukturiranjem družb v težavah, v velikih težavah. Tole je bil en od tak udarc pod pasom, ampak politiki si pač lahko dovolijo, da lažejo. In to je bila navadna laž. Predsednik uprave Adrie sem bil leta 2011 in 2012. Ko sem prišel v Adrie, je bila tik pred stečajem. Ko sem šel iz Adrie, je bila finančno sanirana in do polovice poslovno sanirana. Adria je bila prodana leta 2014 nemškemu kupcu, v stečaj šla pa leta 2019. Torej jaz sem šel iz Adrie 7 let prej in vi trdite, da imam jaz kaj z njihovim stečajem. Verjamem, da biti politik in take poceni izjave, kar se ljudje morda ne vejo čisto točno, pa se ne spomnijo čisto točno, je enostavno. Ampak, kot sem rekel, nimam navade tega delati, ampak pač v politiki je to normalno. Kar se tiče recesije, tudi jaz se bojim. 2 naši najbolj pomembni, sploh ena partnerici, Nemčija je že nekaj časa v recesiji, Avstrija je v recesiji. Seveda mi nismo imuni. Na eni strani Slovenija ni več tako odvisna, kot je bila še 20 let nazaj od Nemčije, je pa seveda še vedno. In seveda te razmere izrazito skrbijo. Kar se tiče bonitetnih ocen, jaz sem predvsem človek, ki verjamem neodvisnim inštitucijam, ne pa politikom, levim in desnim, če hočete, ki seveda tako kot delijo na svete ali pa govorijo, kakor jim paše. V lanskem letu so 4 največje bonitetne agencije vse napovedale, da slovensko ocene so obete dale iz stabilne v pozitivne. Zadnji sestanek, ki sem ga imel na Mednarodnem denarnem skladu, je manj kot 1 mesec nazaj. Tam nas vsi hvalijo, ne zato, ker smo jim simpatični ali pa ker smo jim všeč. Vsi govorijo, da je Slovenija ena redkih držav, ki dejansko izvaja reforme, kljub temu, da to politično ni oportuno. Da grem nazaj, tudi ta gospodarska rast, ki je bila danes v uvodnem prispevku, je bilo povedano, da je Slovenija bila znižana napoved gospodarske rasti strani Evropske komisije v spomladanski napovedi iz 2,5 na 2%. Ni pa bilo povedano v prispevku, da je bila napoved znižana večini evropskih držav zaradi globalnih razmer, predvsem tega, kar se dogaja v ZDA, in da je za leto 2025 tudi po tej znižani napovedi povprečna gospodarska rast v državah, ki imajo evro, v 20 državah 0,9% za leto 2025, v celotni Evropski uniji 27 državah 1,1%, v Sloveniji pa še vedno 2%. Ja, minister je pred 2 meseci dejal, da če Nemčija zakihne, Slovenija ne zboli več. Danes se ravno kaže ravno nasprotno. Nemčija v bistvu je v boljši gospodarski kondiciji kot Slovenija, čeprav je carinski vojni bolj izpostavljena kot Slovenija. Bi pa rad primerjal ostale, glede GDP-ja, pogledajte, kakšen ga ima Nemčija, ima manjši upadec, ima celo pozitiven. V lanskem letu minus 0,2, Slovenija 1,6, v letošnjem letu današnja napoved, Nemčija. Ne napoved, koliko ima četrtletna? 0,2%, ne rabite brati, ko vem na pamet. Danes je napoved Evropska komisija vam dala za napoved za letošnjo leto. Nima smisla se prepirati. V letošnjem letu 0,0, Slovenija 2,0. Minister,
prvo četrtletje. Slovenija Torej- minus ni cela Torej, 8, napovedi Nemčija pa ima bonitetnih ni cela in 2. Evropske komisije danes so brez veze, ker vi vedno potegnete ven en mali podatek, ki Problem vam je tisti to, trenutek problem je to, ustreza. da kar vi govorite, vam niti ljudje več ne verjamejo, ker živijo slabše. Gospodarstveniki, s katerimi se je predsednik vlade srečal pretekli teden, obrtniki, veste, družinska, mala podjetja trpijo v tem vašem davčnem primežu. In dajte se končno zresniti pa reči, se opravičujemo, drage davkoplačevalce in davkoplačevalci, ampak mi ne moramo več. Enostavno te ljudje ne zmorejo več plačevati iz svojega žepa tako potratne države, kot je predstavlja ta vlada. In ne pustimo gospodarstvu zadihati, pa ne samo malemu gospodarstvu, se tudi velika podjetja napovedujejo, multinacionalke, da bodo šle ven iz Slovenije, prej sem jih nekaj naštel. In jaz želim podariti eno stvar, da na takšen način Slovenija ne more postati nek svetilnik, ampak bi morali imeti prijazen, normalen odnos do gospodarstva, zaradi tega, da lahko imajo tudi ljudje višje plače. Kar pa vi predstavljate pa ravno nasprotno. V zadnjem mesecu sem imel sestanke s 3 tujimi, velikimi mednarodnimi podjetji. Nažalost ne moram danes napovedovati, kaj se bo zgodilo. Eno je tisto, kar je predsednik danes napovedal. Vsa tri podjetja bodo še v letošnjem letu napovedala velike investicije. Bili so sestanki, seveda, za zaprtimi vrati. Slišal sem same pohvale o Sloveniji, odnosu do tujih investitorjev in o spodbujah, ki jih damo tovrstnim investitorjem. Tako da verjamem, da vi vedno poudarjate tisti del, ki vam politično ustreza, ampak dejstvo je, da realnost je vendarle nekaj drugačna. In kaj zdaj, gospod minister? Se pravi, če jaz prav razumem ta pogovor, kljub tej znižanju napovedi iz 2,5 na 2, 0,3, vas v resnici vas pravite, da vas skrbi, ampak kaj? To samo vas skrbi ali boste kaj spremenili v, ne vem, vlada do davčne politike, do česa drugega, samo sprašujem? Absolutno je treba priti do dna. 0,8% padec v prvem četrtletju je slab podatek, nobenega dvoma v tem. Danes sem že govoril z 2 ministri in bomo v zelo kratkem času sedeli tudi z Umarjem in še z nekaterimi drugi organi. Predvsem zelo preseneča recimo v gospodarstvu upad investicij gradbenih. To je res veliko presenečenje, ker treba vedeti, da samo država ima ogromno investicij, tudi objektov odprtih, kjer jih preprosto gradbeniki ne morejo podelati. Danes mi je kolegica Bratušek rekla, da selijo iz enega gradbišča na drugega delavce, ker jih je premalo, da bi vse oddelali. Podatki v prvem trimesečju pa kažejo popolnoma nasprotno. Druga stvar, ki je tudi pravzaprav zanimiva, ali pa tudi zaskrbljujoča, je po dolgem času upad nakupov potrošnikov. Ljudje kupujejo manj, kupujejo bolj preudarno in več varčujejo. Spet, v zadej ni realnega razloga za to, denarja je še vedno dovolj na trgu, ampak dejansko, da očitno te globalne razmere, od tega, kar se že nekaj časa dogaja v Evropi, do vojne v Ukrajini in predvsem teh napovedi ZDA, se je v resnici očitno tudi v ljudje naselil nek strah. To seveda ni dobro. Ja, ljudje kupujejo manj zaradi tega, ker imajo pač pod to vlado manj. Tudi zaradi davčnega primeža. Glede investicij v gradbeništvu se pa strinjam. V bistvu bi morali tudi tukaj debirokratizirati državo, da bi lahko tudi gradbeništvo lažje izvajalo svoje projekte. Država namenja za investicije v gradbeništvu več kot €1 milijardo in je treba, da ta denar se multiplicira. Multiplikator v gradbeništvu da 5-kratnik in je treba tudi tukaj spodbujati gradbenike in gradbene podjetja, da s temi državnimi investicijami se pravi napolno nadaljujejo, da lahko pomagajo dvigati to revščino v bruto domačem proizvodu, ki je zakuhala vlada. Če prav razumem, gospod minister, se vsaj tukaj strinjate? Se strinjamo, marsikje se strinjamo, ampak predvsem pri interpretaciji podatkov še ena stvar, ki je bila povedana. Ne, ampak Nemčija ima 0,0, ne. Za letošnje leto napoved danes, današnja napoved. Prvi kvartal govorimo. Ja, ne napoved. Napoved je pa danes za celo leto, se o tem govorim. Jaz mislim, da vi narobe berete podatke, ki mi jih dajo. Izjemno bi bil zaskrbljen, če bi Evropska komisija danes napovedala 0,8% upadec v celem letošnjem letu. To pa bi bila ogromna. Govorimo o prvem kvartalu, jaz ne vem, kje ste vi, decembra, ne, še ena stvar, maja, ne. Ker gospod seveda Vrtovec ne pozabi nikoli te magične besede davčni primež. Samo ena stvar, bazira na podatkih OECD-ja,
Verjamem, da je poročilo dobro prebral, ampak drugi del je spustil, ker mu tako politično ustreza. Dejstvo je, da je v lanskem letu Slovenija ena od držav, ki je najbolj povečala davčni primež, ampak če preberete do konca poročilo, tudi OECD jasno pove, zakaj. Zaradi ukinitve prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, ki se je priselil v obvezni prispevek. Ljudje plačujejo bistveno manj, lani je bil 35, 45 in 50 so napovedovali, mi smo to spremenili v obvezni zdravstveni prispevek, še danes je manj kot 40, pa večina ljudi, ki hodi v službo, plačuje v bruto znesku in jim to celo zmanjšuje osnovo za dohodnino. In zaradi tega se je v mednarodni primerjavi OECD-ja to zgodilo in OECD to jasno napiše, da je to razlog. Neusklajevanje dohodnine v lanskem letu, torej 2024, je davkoplačevalce stal 128 milijonov evrov. Gremo naprej, minister. Povišanje RTV prispevka 10 milijonov evrov, normiranci novih 12 milijonov evrov. Se pravi, vi stiskate ne velika podjetja, normirance, ki jih imamo 82 tisoč evrov za 12 milijonov evrov. Pa dejte biti sočutni do teh ljudi, ki želijo delati, ustvarjati in plačevati v državno blagajno. Zakaj jih stiskate? In za tega jaz to poimenujem davčni primež, ker imate do tistih, ki ustvarjajo, ki so zaposleni vsak dan, mačehovski odnos. O normirancih sem mislim, da že nekaj časa nazaj tukaj sedela. Pa še vedno ne razumete. Pa sem imela to debato. Ja, glavni problem v Sloveniji je dva zelo različna sistema. Zelo ugodna za normirance in za tiste, ki smo pa redno zaposleni, pa seveda bistveno višja obdavčitev. In to je treba približati in to že ves čas govorimo. Tudi takrat, ko so sedela pred nami. Najlepša hvala obema, da ste bila naša gosta. Se verjetno na to temo kmalu spet vidimo. Zaenkrat pa najlepša hvala obema. Hvala vam. Hvala.